Ma bom za arhivo. Mislim, že bilo lani 17, nekaj ti bo leto. A ti bilo lani 17? Mislim, tekoj, no. Ne vem, ampak jih je bilo dosti. Jaz vam spominjam 17. Dobar dan. Pozdravljeni gospod župan, pozdravljeni konjarji, pozdravljeni ljubitelji konj od blizu in daleč. Sestre, Bog je ustvaril živali, tako na kopnem, kakor v vodi in v zraku. Določil jih je, da služijo človeku. Živali so nekako vključene tudi v božji odrešitveni načrt. Na Noetovi barki so bile tudi živali. Zaveza, ki jo je Bog sklenil z Noetom, velja na nek način tudi živalim. Jagnje, ki je bilo že v stari zavezi nosilec božjih obljub. Velika riba je rešila Jona. Živali sodelujejo v pokori, ki jo je oznanil Jona. Krokarji so hranili Elija. Tudi nekateri svetniki so bili zelo povezani z živalmi in so njihovi zavetniki, kot recimo sveti Anton. Zaupno se jim priporočimo s poduhovljenim odnosom do Božjega stvarstva, Bogovi vas vse, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Hladna jesen že prihaja, od dolinca slamca pada. Čas je meni se ženit, pa nimam branže ljubice. Danes je nedelja, ko praznujemo 3 praznike. Je nedelja svete družine. Vsi vemo, da je družina temelj vsake zdrave družbe in da je družina tista toplota, dobrina, ki vsak od nas pričakuje v njej nekaj lepega. Potem danes je tudi praznik svetega Štefana, diakona in prvega mučenca. Spominjamo se tudi Štefana Ogrskega, ki je bil leta 1000 na dan Božiča nekako ustoličen. Poznamo pa tudi Štefan, 2-litrsko steklenico, iz katerega popijemo kozarec vina, da nam ogreje dušo in telo.
Robote. Sveta,